Zadnje mesece imam bolečine v križu, za katere sem mislil, da so posledica zategnjenosti v telesu, preobremenjenosti v fitnessu in pa kroničnega sedenja. Vendar opazil sem, da se dostikrat bolečine povečajo čez noč. Dostikrat sem se zjutraj zbudil z večjimi bolečinami v križu kot noč predtem. Zato sem začel sumiti, da je mogoče kriva moja vzmetnica oziroma ležišče. Ker so se bolečine v križu vedno znova ponavljale in je bilo včasih tako hudo, da sem komaj vstal ven s postelje, sem se odločil, da moram ukrepati in nekaj narediti na temo. Ko sem se preselil na svoje, nisem imel budžeta za nakup nove vzmetnice oziroma ležišča, zato sem uporabil obstoječe in kupil nadvložek. Sem mislil, da sem s tem rešil težavo slabega ležišča, vendar kasneje sem ugotovil, da s tem nisem naredil nič dobrega in sem težavo samo prekril. Začel sem raziskovati ležišča in vzmetnice. Prva stvar, ki sem jo ugotovil, je bila to, da z nadvložkom ne rešiš problema. Nadvložek se uporablja za kratka časovna obdobja, ne pa dolgoročno, tako kot sem ga jaz uporabljal. Ker je spanje temelj in osnova tako dobrega počutja kot tudi zdravja, ter ker na našem ležišču preživimo dobesedno tudi 1/4 našega življenja, sem se odločil, da moram investirati v novo ležišče. Ker o ležiščih in jogih nisem vedel veliko, sem se odločil, da preverim ponudbo in vsebine našega lokalnega goriškega ponudnika Meblo Yogija. Na njihovi spletni strani sem našel ogromno uporabnih informacij tako o spanju kot tudi izbiri novega ležišča. Vendar, ker kljub temu nisem vedel, katero ležišče je pravo zame, sem se odločil, da uporabim njihovo orodje Čarovnik, ki mi je na podlagi mojih želja, lastnosti in ciljev predlagal 3 ležišča: Cosmic Plus, Oaza in Quantum Air. Sedaj je čas, da obiščem salon Meblo Yogi in na svoji lastni koži testiram te 3 ležišča. Meblo Yogi je pri nas postal kar sinonim za ležišče. Vsi poznamo besedo joge, ne? Meblo Yogi se lahko pohvali z 60-letno tradicijo, 12 milijonov osrečenih kupcev, s slovensko proizvodnjo, lastnim razvojem in visokokakovostnimi in certificiranimi materiali. Ne prodajajo samo vzmetnic, ampak želijo prinesti ljudem boljše zdravje in več energije. To je filozofija, ki jo tudi sam poskušam utelešiti in deliti preko podcasta in mojih vsebin. Danes bomo obiskali prodajni salon Meblo Yogi v Kromberku pri Novi Gorici. Dober dan, živijo. Katera vzmetnica je ta? To je Quantum Air Hard. Čina 26, šivan na rob. Ima do konca vzmeti, se pravi, da je podpora čez celoto. Ima tudi mini nano žepke, zato je bolj komodita. Komodita. Dinamik, to je bolj starinski izgled, lih tako šivan na rob, je zimsko-letni. Ima 5-consko žepkasto vzmeteno jedro in se ga obrača pač po želji. Na eni strani ima dodano volno, na drugi ima pa pohimteno. To je Cosmic, lih tako višine 21 cm, z razliko od Dinamika, da ima pralno preobleko in v preobleki ima antibakterijsko zaščito za alergike in astmatike. Ima pa 5-consko žepkasto jedro in hrapeno. To je Oaza, je 23 višine, ima pralno preobleko. V preobleki ima antibakterijsko zaščito, 5-consko žepkasto vzmeteno jedro, ima lateks, ki je obogaten z jutom. To je hard, do 110 kg. Pa še Mal, se pravi, je pa do 90 kg priporočljiv, pa odvisno od želje stranke. To je Quantum Sport Regeneration, se pravi, priporočljiv za športnike. Je višina 28 cm, lih tako ima do konca vzmeti, se pravi, da je podpora čez celoto. Pralna preobleka, 7-consko žepkasto vzmeteno jedro in kombinacijo lateks, with lateks in hrapeno. To imamo Platinum Cool, se pravi, to je spet hard in normal.
Imamo jih tako hranne preobleke, na 40 stopinj se perejo, 7-consko žepkasto zmeteno jedro in v polnilu ima lateks, ki ima dodanega in zrnca, ki vam da tak hladen učinek. Če se dosti potite, če vam je vroče, bolje je lepše spatno se regenerirate. Če zaspim, pretepaš buditi. Ni problem. Res probati. Seskovi se prav res misliti in res na bok, na hrbet, tako da je in na roke, kako pomagamo. Ok. Hvala. V redu. Hvala lepa, bote fajn, se vidimo. Čau. Evo, novo ležišče oziroma nova vzmetnica je zbrana. Po dolgem premisleku in po testiranju sem se odločil za vzmetnico Meblo Yogi Oaza, ker mi je bila tako najbolj všeč, najbolj sem se sproščeno počutil na njej. Ravno prav trda je bila in ravno prav tako mehka, da se je moje telo usedlo dol in lepo počivalo. In ko sem se ulegel v drugo gor, sem čutil tak mir, pa tudi tako se mi zdelo, da ni bila tako topla oziroma malo bolj tako refreshing. Tako da sem zbral tisto, zraven sem zbral še nov vzglavnik iz lateksa in predtem sem zelo malo vedel od ležišč jogijev vzmetnic. In zdaj, ko sem poslušal oziroma ko mi je malo predstavljala ta svetovalka različne ležišča, pa tudi potem smo malo med tem smo klepetali in tako, sem gotovo tudi za kje imam zdaj verjetno težave v križu, ker v bistvu zdaj imam nadoložek in tisti nadoložek je ful mehk in teža, ko ležim, se ne razporedi pravilno in potem moje telo ni v pravilni poziciji, sploh ko ležim na boku, poleg hrbtenica ni ravna, pa kolki oziroma ritka je težja, se bolj usede dol in poleg hrbtenica zvita. Pa tudi druga stvar je bila glede vzglavnika, mi je pomagala do spoznanja, da imam trenutno napačen vzglavnik, da je prevelik in če je prevelik vzglavnik, potem glava ni ravna in potem tudi to daje pritisk na hrbtenico in na križ, tako da zaradi tega sem vzel vzglavnik, ki so mi ga poročali. Vzmetnica je izbrana, zdaj čakam, da mi jo dostavijo domov, če ne, celotna izkušnja je bila pa ful fajn, ful zanimiva, ful sem se mnogo naučil, ful sem mnogo spoznal, res je lep ambient, svetovalke so ful fajn. Poleg vzmetnic oziroma ležišč in vzglavnikov imajo tudi ledvena dna, pa razne dodatke za spanje, pa tudi lesene postelje in najbolj zanimiva mi je bila ta postelja, ki se je dvignila, ima od spodaj plac za shranjevanje, hkrati pa se, ko se dvigne postelja gor, se tudi tam ustave. In je bilo ful zanimivo, ker v bistvu tako lahko oblečeš jogi bolj enostavno, da se ne rabiš tam zabavati, pa tlačiti, pa vse tiste jogije premikati in tako naprej, tako da je taka zanimiva iznajdba, nisem še tega do zdaj videl, tako da ful zanimivo. Tako da tudi to, zdaj počakamo, da prije vzmetnica domov in pole se spet oglasim. Evo moje novo ležišče, Meblo Yogi Oaza je prišlo, tako da let's set this baby up. Ja, pa še zadnja stvar, nov vzglavnik.
Ponovno se oglašam po parih dnevih, odkar sem dobil novo vzmetnico domov. Zdaj je 3 oziroma 4 noči so, odkar sem dobil vzmetnico domov. In zdaj bom delil še malo moja spoznanja, moje izkušnje in kako je nova vzmetnica vplivala tudi na moje bolečine v križu. Prvi dan oziroma prvo noč moram reči, da nisem glih najbolj spal, ampak ne zaradi tega, ker bi bila slaba vzmetnica, ampak mislim, da zato, ker se je moje telo tako navadilo na tisto mehko podlogo oziroma mehk nadvložek. In tu sem že opazil večkrat, če sem recimo prespal pri mojih starših doma, na tisti trdi vzmetnici sem ful slabo spal. Ni zaradi tega, ker se je moje telo tako navadilo na tisti mehk nadvložek. Tako da tudi tukaj sem potem rabil kakšen dan, 2, da se je moje telo malo navadilo na malo bolj trdo podlago, ampak potem sem pa čutil učinek, ker v bistvu bilo moje telo čez noč bolj stabilno, ker v bistvu pri tistemu nadvložku, res, ker sem se vlegel noter, je celo telo padlo noter in potem je bila hrbtenica zvita in potem zjutraj, ko sem vstal, kdaj je bilo prav take bolečine v križu, da je bilo grozno. Tako da zdaj je že boljše, mi je všeč. Na začetku sem imel pa res veliko pomislekov, sem zbral pravo ležišče ali sem zbral pretrdo, bi mogoče mogel zbrati bolj mehko, ampak zdaj po parih dnevih se pa končno zbujam bolj naspan in tudi bolečine v križu so se zmanjšale. Tako da me zanima, kako bo zdaj to potekalo naprej, kako se bo novo ležišče obneslo tudi na dolgi rok. Prve izkušnje so super, pa vidi potem naprej. Bi pa še tukaj oznanil, da smo z Meblojogitem sklenili tudi partnersko sodelovanje z mano in s podcastom. Tudi zdaj marca, ker obeležujemo svetovni dan spanja, bomo pripravili veliko vsebin na to tematiko. Ta vlog je prva vsebina in sledile bojo še druge vsebine. Solo podcast, kjer bom jaz delil moja največja spoznanja oziroma najboljše nasvete glede spanja. Gostili bomo strokovnjaka za spanje na podcastu. Pričakujete lahko tudi strokovni članek o pomenu spanja in kako ga izboljšati na naš newsletter podcasta Benesere, pa številne druge objave, kratki seki in tako naprej. V sklopu sodelovanja z Meblojogitem pa smo pripravili akcijsko ponudbo in darilo tudi za vas. Ob nakupu katerega koli ležišča, vzmetnice, nadvložka, vzglavnika lahko uporabite kodo JANI20 za popust pri nakupu. Obiščite spletno stran mebloyogi.si in v košarice uporabite to kodo za dodatni popust. Pred zaključkom tega vloga bi pa še izpostavil eno zelo pomembno stvar. Nakup ležišča oziroma vzmetnice je dolgoročna investicija. Na trgu je malo morje različnih izdelkov in blagovnih znamk, ki so tudi cenovno cenejše, ampak kvaliteta je dostikrat vprašljiva. Tako da jaz bi vas pozval, da ob nakupu ležišča dobro premislite in se odločite tudi za bolj kvaliteten izdelek, ki je mogoče tudi cenovno malo dražji. Dobra kvalitetna vzmetnica vam bo služila desetletja, medtem ko bolj cenovno ugodnejši izdelki, ki so nižje kvalitete, mogoče samo nekaj let in potem ga boste mogli zamenjati. Tako da s tem zaključujem ta vlog. Upam, da vam je bilo zanimivo in da ste spoznali kaj novega in se vidimo v prihodnjih epizodih in vlogih. Čau!